No, ti študenti, ki odidejo študirati v tujino, ponavadi tudi tam dobijo zaposlitev in tam tudi ostanejo. Menite, da s tem povzročijo škodo svoji domovini? Seveda je najbolj, da prijo nazaj, ampak država bi pa tudi morala poskrbeti, da bi te ljudje imeli eno inicijativo, zakaj ne prijeti, ali pa sodelovati z Slovenijo. Bom dal čisto svoj primer in se mi je zdelo, tisto takrat je bilo prav v redu. Jaz sem enkrat ustanovil svoje podjetje in tam smo potrebovali integrirana vezja. In smo sodelovali s Iskro v Ljubljani in Ljubljansko univerzo. Profesor Janez Polojzek Tronto sta bila tista in so tukaj proizvajali čipe za nas. To se pravi, da se da delo tudi na drugačen način povrniti, kot pa da pride človek nazaj. Ampak glavna stvar je, da bi morala država to malo pospešiti ali popraviti ali pa pogoje ustvariti. Ne vem. Ker dobiti službo v zuniji tudi ni čisto kar tako, da tja priješ, pa te bojo vsi pobrali. Meni je vzelo ne vem koliko časa, sem tisto prvo svojo službo dobil, ker sem hotel, da grem študirati, da grem v research, v razvoj. Pa so rekli, ja, ti prideš iz komunistične države in bo vzel 3 leta, da bomo eno dovoljenje za tebe, da boš lahko delal. In pa sem gotovo, da pri Hewlett Packardu pa tega ni bilo in tam sem pa dobil službo. No, glede na to, da ste poslali toliko prošenj za delo, zakaj, pa tudi na to vprašanje ste zagovorili, zakaj vas je toliko podjetij zavrnilo, ker ste bili iz komunistične države? Ampak tega nisem vedel, ker sem začel pisma dobivati nazaj. 10 pisem nimam, nam je prav žal, da nimamo mesta za vas v tem smislu. Pa sem dobil pa tam pri nekom, ker sem mislil, da absolutno bom dobil službo, če jem kje dobil. Ker sva se ujela in je prav rabo to, kar sem jaz delal. In dobim isto pismo, čisto tako. Ampak s tem pismom bilo pa tudi njegovo pismo, kjer mi je obrazložil, zakaj ne dobim službe. Tako da sem pa šel spet iskati na druge. In Hewlett Packard nima v teh vojaških, ker research je bil bolj potrjen od vojske. No, kot ste že rekli, zaposlili so vas pri HP-ju in HP ima še danes sedež v Palo Alto, v zvezni državi Kaliforniji, to območje je pa znano kot Silicijeva dolina. Tam ima sedež še ogromno drugih podjetij, Google, Apple, Facebook, če jih naštejem samo nekaj. Zakaj je ravno tam nastalo tako ogromno tehnološko središče, kako je nastalo? Tam je bilo sodelovanje med univerzo in industrijo. To je glavna stvar. Kako se je sploh Silicijeva dolina začela? Na Stanfordu je bil profesor Terman, ki so bili pa njegovi študenti. In on jih je prepričal, da ne ostanejo tam, ne pa jeti nazaj na vzhod, kjer je bila ta industrija že dobro razvita. To je ena stran. Druga stran, in jih je prepričal, da naj tam ustanovijo te svoja podjetja. Ta druga stran je bila pa, da je prepričal enega profesorja Shockley, ki je izumitelj tranzistorja, da je prišel na Stanford. Iz njegovega laboratorija so se razvili razne 3 podjetja, on je ustanovil tudi svoje podjetje Shockley Semiconductor in iz tega se je razvil to, kar imate danes Intel. Ti, ki so začeli Intel, so bili ljudje, ki so delali enkrat za Termana. Ne za Termana, za Shockleyja. To je bila ena stran. To je Semiconductors. Ta druga stran je bila pa druga industrija kot Hewlett Packard, se je smatral, da je bila to pogon vsej tej industriji. In jaz sem prišel v Hewlett Packard 62. leta.
in sem bil dejansko na prehodu iz razne druge elektronike v semiconductors. Torej, iz analogne elektronike v digitalno dobo. To sploh. Ja, jaz, ko sem prišel v Kalifornijo, nisem vedel nič o digitalni. Pa sem začel študirati na Stanfordu in porabljati to znanje, da sem razvijal razne te digitalne. Ker sem naredil tudi prvo eno vezje tam pri HP-u in za kalkulator smo pa razvili to, kar se danes imenujejo mikroprocesor. No, ker smo ravno pri temu kalkulatorju, pa ta mikročip, zanimivo je, ker HP-u niso, oziroma vam niso priznali razvoja tega mikročipa, ampak kot prvi mikročip je priznan šele skoraj 10 let pozneje kot Intel 4004. Zakaj pa vaš čip ni bil priznan kot prvi? Ja, zato, ker so oni se zmislili, ta imeni pa nismo to forsirali, ne? To je ena stran, druga stran je to, da je naš procesor, ne, je bil serijski, bit serijsko. Prvi mikroprocesor je bil pa 4 bite serijsko. In oni so ime pogruntali in so šli tako naprej. No, kakor so že nekajkrat omenili, ste delali za HP. Morda vaš najopaznejši izdelek, pri razvoju katerega ste sodelovali, bil pa prvi žepni kalkulator HP35. Kaj je privedlo do ideje za izdelavo in zakaj je ta izdelek tako pomemben? To se pravi, naprej smo to začeli delati, ta žepni. Je Hewlett Packard imel na prodaji en kalkulator, ki je bil 10 kg težek in toliko visok, pa tako na mizi. In potem pride Hewlett enkrat v laboratorij, pa je rekel, da bi morali to spraviti v njegov žep. In to je bil kalkulator, ki je zmožen narediti vse tisto, kar je on naredil. To se pravi, da šlo trigonometrične funkcije, logaritme in tako naprej. To je bila naloga. Zdaj pa kako to tisto veliko škatlo spraviti v žep. In smo dejansko zmerali žep, srajčni žep od Hewletta in nekdo je naredil eno maketo, pa smo jo noter dali in tisto maketo smo potem povečali za pol centimetra, podaljšali, pa debelina pa manj kot pol centimetra več, kot je bil tisti model. In tam noter smo mogli narediti vse živo novo. Mislim, nobena reč ni bila na razpolago. Ne 2 tranzistorja, vse to smo mogli pa narediti, od displeja, od pogona za displej, od čipov in tako. A vas lahko vprašam, za simbolično računanje ste imeli posebne ljudi ali so bile že mikrovezja narejena? Ne, mi smo mogli vse to narediti. Vse ste naredili sami? Vse smo naredili. Ok, kalkulator sam, ta narejen, ne? Ima noter 3 vezja, ki delajo so računalništvo in 2 vezi za poganjanje izpisa. In tista 3 vezja za matematiko smo mi naredili celoten načrt in smo to dali enem podjetju dela, ki je imel eno novo tehnologijo, CMOS. Pri Hewlett Packardu smo imeli takrat bipolarno že. In za tisto bipolarno sem jaz za moj prejšnji inštrument narisal tudi prvi maske, no, pa to, kar moraš narediti. In to niso tako, kot danes, ki imajo računalnike, pa tisti hitro zmižejo. Mi smo mogli iz papirja zrezati vse te stvari. Tak majler je bil, pa rdeča gor na vrh, pa sem pa vsako povezavo posebej zrezati in teh je bilo 5 nivojev. Ne, pa se morate vse to jemati. Ja, to sem odgovoril, mislim. Ampak mi smo mogli narediti še veliko drugih stvari za ta kalkulator. Recimo,
LEDs smo tudi pri Hewlett Packard delali, to se pravi tele light emitting diodes, ne. To, kar danes, ledice, ne, se rečete, ne. To, kar danes vidiš povsod. Takrat smo lahko naredili samo 2 mm, se mi zdi, da je bila dolga, pa milimeter široka, ne, ali še manj, pa 8 teh, ne, kar narediš. Če narediš osmico, iz te osmice lahko narediš vse številke, ne, pa še piko zraven, no. 9 elementov in to je bilo tako majhen, da ne moš videti. Tako da smo naredili povečevalno steklo nad vsako to številko. To je bilo ena takih stvari. Druga taka, ki je zanimiva, kako človek najde nove stvari je. Takrat je bilo vsako stikalo, recimo 3 cm visoko v teh tipkovnicah. Mi smo mogli pa to spraviti v tisti prostor. Ne? No in mi smo imeli enkrat na 3 mesece smo imeli tako imenovani beer bus, da smo šli na dvorišče, pa smo imeli zabavo in smo pili pivo. In eden se je igral s tole pločevinko in je pritiskal in je tisti nazaj skakal, pa malo glas dejal, ne, ker malo poka. No in na bazi tega je on pogruntal, kako naredi to, kar so pa vsi imeli, da narediš tako, pa dol pritisne, pa nazaj skoč, pa pot malo. Tako se take stvari včasih najdejo in naredijo. No, pri tem kalkulatorju je še veliko zanimivih stvari, razen tega, da je bil celoten razvoj od začetka do prodaje je bil samo v času enega leta, kar je precej hitro, pa tudi imeli ste kar precejšen dobiček od teh kalkulatorjev. Ja. Okay, ta kalkulator, ko smo naredili, mi smo bili 4 na tem originalno, ki je bilo rečeno, to je treba narediti, in smo vse zrisali, vso logiko naredili in potem smo si pa razdelili delo. Jaz sem delal procesno enoto, aritmetiko, en je naredil kontrolo, ta drug pa spomin. Ne? In to je bilo treba vse programirati. Tudi za displej sem tudi jaz delal tiste bipolar, ker sem jaz tisto tehnologijo sem poznal. No in ko smo to naredili, te načrte, smo razdelili, kdo bo kaj in kam bomo šli. In smo šli v dvoje podjetij, ker eno podjetje nam je dalo ponudbo, ki je bila 10-krat manjša poraba kot drugo podjetje. No in pa smo rekli, oboje naredite to, bomo oboje plačali, ker smo rekli, če jim to zahtevamo, pa zahtevamo, da lahko te čipe menjamo. Da bomo dali eno aritmetiko od enega podjetja, ne pa z drugega. Smo rekli, da se morate toliko zmeniti med sabo, da bojo tudi povedali, kako so oni naredili to manjšo uporabo. No, in to se je zgodilo in prve računalnike smo dali ven za mešanico teh čipov. Ene od enega podjetja, druga od drugega. Uspeh tega, da je šlo to tako hitro, kot ste rekli, je bil ta, da pa smo bili najprej 4. In ta grupa je rasla, ker je bilo treba vse narediti novo. In je bilo 50 ljudi takrat na koncu, ki smo delali. Do tega, da smo pa tako podporo dobili, je bilo pa v tem, da je bil to Hewlettov projekt. To od enega od lastnikov. Kolikor hiter se nekaj rabil v delavnici, kje si šel tja, so vrgli z rok, kar so delali in so naredili tisto. Zato je to hitro šlo. Kar se tiče stroškov ali denarja, mi smo planirali, da če prodamo 10.000 teh kalkulatorjev, bomo pokrili razvojne stroške, da bomo nazaj prišli. V celoti, če jih prodamo 10.000. Pa smo v prvo leto prodali 100.000.
in to po velikih cenah. Ne. In v začetku se ga ni dal dobiti, ne, ker jih pač niso naredili za